Dober večer. Danes začenjamo z zaključnim večerom državnega družboslovja tega pomladanskega cikla. Skupaj z, jaz bom rekel, v duhu današnjega časa, cvetom slovenskih lenuharjev, torej slovenskimi pesniki in pesnicami. To sem danes namreč tudi ob 17. slišal. Ja, uradna definicija, vladna definicija pesništva na slovenskem. Torej, nocojšnji večer bomo peljali na ta način, da bomo poslušali več poezije, kot smo mislili. Najprej je bilo prijavljenih malo pesnikov in pesnic, potem vedno več, danes jih je pa že čez 30, 31, tako da delo cenzure, oziroma, kako se temu reče, red na odru bo držal Nino Fliser z MKC, oziroma se bo sam predstavil, kako želi, da ga vidimo. Mi da zvestno bova pa kaj pokomentirala, pa kaj povprašala. Ja. Skratka, če ste gledali Mopečo v starih časih, bom jaz Žavec, Vesna in Andrej pa tista dva, ki komentirata od zgoraj. Zelo primerno. Nekateri se še spomnijo, ne, oziroma spomnimo, dobro. Dober večer tudi z moje strani, Nino, izvoli. Ja, danes smo združili sile, tako rekoč državno družboslovje končuje svoj cikel letošnjih večerov, dobro obiskanih, in pa 15. slovenski dnevi knjige, literarni maraton mariborskih literatov, svetovni dnev knjige. Prav danes je svetovni dan knjige, 23. april. Razglasil ga je pred 17 leti UNESCO, ker je ta datum povezan z rojstvom ali pa smrtjo številnih znanih ustvarjalcev, kot so Shakespeare, potem Nabokov, Cervantes in drugi. Zdaj že kar nekaj let imamo ta maraton mariborskih literatov, zato da se srečamo, da se preštejemo, da vidimo, če nas je preveč, da potem lahko kulturna politika ustrezno reagira, da nam zmanjša hrano, da se pobijemo med sabo, ali pa nas zmanjšuje na kak drugi način, tako da se jih bo zvrstilo kar 31, omejili smo čas na 2 minuti, tako da je to kakšna pesem 2 ali pa 3 kratke, in predlagam, da začnemo kar z prvo štirko. Tukaj so... Ja, zdaj mislim, da ni čisto tak, ja. Tu je prva štirka, ampak imamo pa še enega posebnega gosta. Ja, torej kantavtorja Elvisa Berljaka, ki bo vmes tudi malo zabrenkal. Elvis, si tu? Si tukaj. No, si uspešno pokadil cigareto? Upam, da ne tukaj v hodniku to moti prebivalce. Moraš tam bolj proti minoritom iti. Ja, dobro, v redu. To velja tudi za vse ostale. Zdaj v programu imamo sicer čik pauze, ampak jaz predlagam, da ste svobodni, pa si čik privoščite po potrebi. Ja. Aha, kar tukaj pravi Branko. Ne, po potrebi. Dobro, Elvis, izvoli. Hvala. Elvis Berljak, igralec, pesnik, kantavtor. Nismo videli, da je kantavtor, dokaj dni lani osvojil bronaste kante na festivalu Kantfest v Rušah. In od takrat naprej gledam z drugimi očmi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem prisotnim, sem tistim, ko še pridejo. Ja, torej glasbeni vložek. Zazvenela je nekoč v drobnem srcu pesmica, kjer skrivaj živela sta princ in lepa deklica. Tiho sta ljubila se, odeta v plašč nevidnosti, pred črno vihro mrkih dni in nevoščljivostjo ljudi. In je bil otroški smeh in so padali iz neba, le spjetajoči se v lase, zlati žarki na oba in sta glavi stihali, k sebi drobni sončnici, k sebi drobni sončnici.
bil otroški smeh in so padali z neba, le skletajoči se v lase. Zlati žarki nova in sta glavi stikali, k sebi drobni sončnici pred črno ihro mrkih dni. A zgodi se neki dan, da zlože vse okrog preti in dekle se v njem zgubi, zbeži v strahu strašnih sanj. Išče jo zaman, prinčevo strto srce in koder solza mu spolzi, tam drobna gerbera vzcveti. Izginil je otroški smeh in so sanjale dlani pravljico o naju dveh, ki z dneva v dan bledi, ljuba naj te ne boli, kar okrog se govori v črni vihri mrkih dni, črni vihri mrkih dni. Jaz sem princ iz tvojih sanj, tavam tjaven dan, koder stopa moj korak, naj ne kličem te zaman, saj kjer oko se zasouzi, tam drobna gerbera vzcveti, drobna gerbera vzcveti. Prav posebna pa nekje, lastovka brez krileti, drugačno zgodbico žgolijo princu in lepi deklici. Kadar tožno mi uho, pesem znano ulovi, se pogled mi zastrmi v srečo eno dveh ljudi. In oživi otroški smeh in spet padajo z neba, le skletajoči se v lase. Zlati žarki nova in spet stikata glavi, k sebi drobni sončnici, k sebi drobni sončnici. In oživi otroški smeh in spet padajo z neba, le skletajoči se v lase. Zlati žarki nova in spet stikata glavi, k sebi drobni sončnici. In mrka vihra se zjasni. Tako, vabimo k sebi prvo štirko, po štiri vas bomo klicali na oder. Breda Rakuša Slavinec, Tomo Podstenšek, Miša Gams in Tibor Hrst-Pandur, vabljeni, da se pridružite na odru. Sicer gre res za literarni maraton mariborskih avtorjev, ampak nismo tako lokalno čistunski, tako da smo prepustili tudi nekaj avtorjev drugod. Tako, začenja se literarni maraton mariborskih literatov ob svetovnih dnevu knjige. Začenja ga Breda Rakuša Slavinec. Pa začnimo. Spominjaš me na jasminovo poletje in na prosojno dlan, ki poboža s premolkom izrečene besede. Si kot slezov cvet, ki potrebuje jutranje sonce, da si nadihne svojo lepoto. Med dnevom in ljubjem si poiskal mojo perut in mi jo znova pritrdil. Ti si rodovitnost, jaz graciozna pozeba in vedomka tvojih vabljen. Nočem, da bi v mraku zbirala skorje od prej in obračala dlani. Tako sedaj veš. En sam pogled bo dovolj, da bom vedela za vse solze v tebi. Tvoj stisk mi bo povedal za nazaj. Ko se srečava, se nasloni name in izdihni, sapo brez dotike nedotaknjene in položi name vsa tavajoča poletja, pomladi in jeseni, ki si jih namenil meni. Komu naj dam sonce s polžaki, nadihne topirstva
ali coprnico s konjskim obrazom. Komu ne dam, moj res je, prahu velih vetrnic, kadar se dolgo v meni ubija veter. Prvi moški glas, ni pesnik, ampak prozaist, Tomo Podstenšek. Ja, tako da posebej poudarjam, da ne gre za pesem, ampak za prozni fragment. Zaman sem s vso močjo pritiskal dlan v brano. Kri je še naprej nezadržno mezila med prsti. Z opletajočimi koraki sem bežal naprej, dokler se nisem spotaknil ob korenino, ali pa je bil morda kamen, in omahnil mehko travnato naročje. Takoj sem vedel, da ne bom več vstal. Pred očmi so mi megetali roji vse gostejših črnih pik, ki so se že začele združevati v nesimetrične packe. Zato sem raj zaprl veke in si tako prihranil mučnost dolgoveznega poslavljanja od podobe sveta. Čutil sem dotik travnih bilk na obrazu in toplo mokroto luže, ki se je nabirala pod mojim telesom. Spomnil sem se vonja pokošene trave. Trava, v kateri sem ležal, ni bila pokošena. Še ne. Kajti visoka je bila komaj dobra 2 pednja. V teh krajih pa ne kosijo, če ne sega vsaj do kolen. Spomnil sem se torej vonja pokošene trave in pomislil, ali tudi tej travi pod menoj in okoli mene podobno diši moja kri. Ali bo čez nekaj dni imelo moje razpadajoče telo zanjo podobno prijeten von, kot ga ima zame posušeno seno. O takih in podobnih rečeh sem razmišljal, ko sem pokošen s kroglami, obležal sredi nepokošene trave in potrpežljivo čakal, da življenje izteče iz mene. Kot tretja na vrsti Miša Gams, ki pravzaprav po obeh plateh pa še na današnji večer, saj je pesnica in pa magistra antropologije vsakdanjega življenja. Dober večer vsem skupaj. Jaz bom najprej eno kratko prebrala, pa eno daljšo. Muha, ujeta v mreži, v agoniji brenči, svilena geometrija tiho vzdrhti. Zdaj pa še eno daljšo, tako bolj kritično, ker se mi zdi, da v slovenskem prostoru manjka ene konstruktivne, pa tudi dekonstruktivne kritike in tudi v bistvu samo ironije in pač satire. Poln kufer imam pesniških masturbacij, ponosnih egotripov in literarnih manijakov. Čas bi že bil, da se literarni dinozauri spravite s poti. Vaše obdobje že zdavnaj mimo, z vas bomo ravno kar obrali kosti. Če sem mokra, še ne pomeni, da me vaša poezija rajca. Pomeni, da je zunaj aprilsko vreme in da se poščijam na vaša jajca. Vem, da sem prevelik romantik po naravi, a to ne pomeni, da me kot buca trpljate po glavi. Boris Novak, zakaj potrebuješ samoglasnik, da ne postaneš bedak? Tomaž Šalamun, sprijazni se, da takšne nebuloze zdaj že piše vsak. Kaj je poezija, če telo ne vzdrhti, če človeku z besedo ne izkoplješ iz jamic oči? Kaj ti bo beseda, če še vedno potrebuješ nož, ko se v tebi naseli zareza? Kaj ti bo pesnik ves nemir sveta, ko so drugi mirni, tebe pa popada sla? Zakaj nekaj in ne raje nič, se sprašuje filozof in se usede na svoj tič. Na koncu je vsekakor štimala, kot četrti pa Tibor Hrst-Pandur. Dober večer. Vsak človek je svet. Od zunaj na noter, od not na vzven, vsak človek je svet. So stvarnik življenja v procesu stvarjenja, vsak človek je svet.
Z glasbo čas deli, prostor stvarja in množi, vsak človek je svet, ena veda vseh ved, isti vzorec spirali kot živali, rastline in minerali. Vsak človek je svet, uči se živet brez odvečnih besed, vsak človek je svet. Kdor pravi, da ni nikar mu verjet, vsak človek je svet. Lep si, kaj živčkaš, poješ, če si upaš pet, se boriš, če si upaš živet, vsak človek je svet. Če tudi to ne pomaga, samo ven lahko probaš gret, v pragozdu spet začet, vsak človek je svet. Na trdi zemlji, kjer se žito zanje, žanje, zadeti otroci, potopljeni v sanje. In kar ostane od te privatne zaznave, kar giba polje, kar ptice migrira, ovce mirne, mitske, zapaša ograj, zobajo hrano za runo, hrano za mleko, ki bilo jim bo vzeto. Kot se škržato glasbo spoti, se jablana spontano zasadi in obrodi sredi polja, zapuščena od ljudi. Roke molijo sonca v mrzli trdi noči in hvaležnosti tej sili, za verovanje, ki se je izgubilo, za vednost, ki se jo je skrilo. Rezistencija sin violencija. Ko zadihaš, ocean zadiha in oblaki se naredijo, ko izdihneš, ocean izdihne in oblaki migrirnejo. Ko zvezde gledaš, zvezda si, gledaš drevo in si drevo in gledaš sebe in vidiš, kako dihaš dih, ki zdravi in diha ljubezen, edino zlato, ki je luč in toplota in mir. Slišali smo prve 4 pesnike in pesnice, kako bomo pristopili k njim, analitično, pozitivistično, fenomenološko, literarno-teoretsko, psihoterapevtsko. No, potem pa ne. Ne, mislim, zdaj, če bo psihoterapevtsko meni namenjeno, sam se šalim, nekaj ne. No, rekel si za Mišo Gams, da najbolj sodi v to družbo, ker je magistra antropologije vsakdanjega življenja, ne? Ampak jaz vem tudi za Bredo Rakuša Slavinec, da tudi potem sodi po tej definiciji v to družbo, ker je naša sociologinja, ne? Med drugim. Ja? Tako da, ampak jaz mislim, da to ni ravno kriterij. Ne? Mene zanima, ali vidva berete kaj poezijo privat ali v kakšne znanstveno-raziskovalne namene? Jaz si jo berem zdaj celo v znanstveno-raziskovalne namene, moram povedati. Ta trenutek jo berem v glavnem zato, ker jo rabim za material, za neko knjigo o tem, kako Slovenci preživljajo postsocializem, oziroma tranzicijo. In v tem smislu, mislim, da mi predstavlja trenutno raziskovalen material, ja, moram povedati, včasih pa nisem niti mislila, da bi mi literatura kdaj predstavljala raziskovalen material, mislim, ne, ampak mi ga zdaj trenutno predstavlja, ja. Ampak so zanimive navezave, ne, med slovenskimi pesniki in sociologi, antropologi. Jaz sem se spomnil zdaj recimo Tomaža Šalamuna pa Braca Rotarja, ki sta bila zelo dobra prijatelja. In pravzaprav tisti znamenit Šalamunov vers, narečil sem se podobe svojega plemena in se je selil. In se potem spomnim na vaše predavanje, ko ste vedno govorili, da je v Sloveniji prototribalna organizacija. In Šalamun je prav to uporabil, ne, to je zdaj pleme, ne, svojega plemena. Ja, zdaj, mislim, ta učinek plemena je verjetno socialni učinek, ki ga lahko precej ljudi v tej državi ali pa družbi, no? Ker država v resnici ni toliko pomembna, ne? Država se spreminja, ta, bi rekla, protoplemenskost je pa značilnost Slovencev, že kar, mislim, ne vem, kolikor pa zdaj gledam nazaj zapise, ne? In pač kolikor je kaj popisano. Ja, seveda, to je, bi rekla, ne, mali socialni svet, kjer neformalne mreže pokrijejo praktično celoten socialni prostor. In včasih, ne,
pač ne to, s tem bi se lahko strinjala za Šalamunom, pa verjetno dosti od nas bi se strinjalo. Je Idrija veliko mesto, kjer socialna, mikrosocialna, neformalna mreža ne pokrije cel socialni prostor, učinek svobode, ne. In tega učinka svobode seveda pri Slovencih skoraj da ni, ne, ker takoj, ko boste srečali kogarkoli, prvo bo vprašal, me bo vprašal, a si ti z tem godino v sorodu ali pozonim, ne, mislim tako, ne, potem se pač, kadar se srečamo, sprašujemo, če so njih tudi vprašali, če smo v sorodu, ne. Ker namreč ta neformalna mreža je pač temeljni socialni kompas, že mislim, kolikor se pravim zdaj tudi po zgodovinskih materialih gledam, pravzaprav je to fantastično, kako je to neka bi rekla, ne samo tradicija, ampak stabilna tradicija, ne, ki se jo da tudi verjetno socialno pojasniti. Ja, in v tem smislu jaz mislim, da je ta učinek, ne, plemena oziroma protoplemena, ne, ena temeljnih socialnih realnosti, ne, Slovencev in se pravi, ima seveda svoje pluse, ima seveda svoje minuse. Zdaj nas bo pokopala, ne, trenutno socialno gledano, lahko bi jo pa seveda spremenili v največji socialni kapital oziroma kulturni kapital, kot bi tem rekel Bourdieu, ne. Ampak pač to je zdaj, ja, in tu bi se, mislim, da to je verjetno, se pravi, ne, tisto, kar se ti zgodi, je, da greš ven, ne, v neko vele mesto, v neko džunglo in se čuti svobodnega. Končno, ni nobenega, ne, ki te bo vprašal, s kom si ti sorodnik, ne, oziroma če je ta godina pa tvoj sorodnik, ne, in če je, kaj delita. Tu bi dodal, Tomo Podstenšek je izdal knjigo z naslovom Dvigalo in dvigalo je nekako metafora. To dvigalo se ustavi nekje med nadstropjama in nastane neka klaustrofobična situacija. Se pravi, mogoče bi tu primerjal tudi Slovenijo, ki je na nek način tako mala, tako skrčena, da postaje mogoče klaustrofobična. No, vse slovenska, mislim, tudi zdaj to tudi dokumenti kažejo, ne, da ta slovenska kultura je klaustrofobična oziroma fobična v vseh ozirih, ne, kolikor imamo popisov oziroma dokazov zanjo, ne, in to je pač antropološko gledano smiselno, ker je šlo za malo etnično skupino, ki je bila revna in pod stalnimi pritiski germanizacije in je seveda vse, kar je bilo drugačno in drugo, ne, torej zapiranje vase postane strategija preživetja, ne. To je podobno, tako kot jaz pravim danes študentom, da danes, ko oni pač, ko slovenska družba drvi v revščino, je strategija preživetja, zdaj bo to kolegica, ki je antropologija vsakodnevnega življenja študirala, ona to ve. Ne, torej, normalna reakcija na revščino je, ne, samo oskrba, močne sorodstvene mreže in veliko število otrok, ne, to je medkulturno univerzalna reakcija na revščino, ne. In zdaj seveda morate razumeti, da to pač jaz pravim, to je tisto, no dobro, zdaj ne vem, kdaj so ti predslovenci se sem naselili, ampak po uradni maturantski verziji v 6. stoletju, torej to je 1500 let take tradicije, ne. Mislim, in zdaj to zapiranje vase, bi rekla, netolerantnost do drugačnosti je bila seveda strategija preživetja. Seveda to smo z Andrejem že večkrat razpravljali s številnimi gosti, žal seveda je v trenutku, ko smo dobili svojo lastno državo, postala destruktivna, ne. Mislim, lahko je bila to konstruktivna strategija v obdobjih ali pa v zgodovini, ko ste imeli drugega, ne, ko je drugi bil nekdo, pač ne vem, nek etnični drugi. Seveda zdaj je postala pa seveda destruktivna socialno, zdaj koliko je kulturno destruktivna, o tem bi se dalo tudi razpravljati, ja. Ampak seveda ta fobičnost oziroma klaustrofobičnost, to ne, dvigalo zaprto med nadstropji, to ni Slovenija danes, ampak je bila vedno, ne. Ja, v resnici enem drugem, ja, seveda tako, ne moreš nikamor, ne. In verjetno je bilo tako, da smo res neka kratka obdobja v zgodovini samo imeli neko malo bi rekla, majčkeno drugačne attitude, malo drugo držo, se pravi, ne, nekaj jaz temu rečem kozmopolitansko držo, ampak to smo zdaj, to so že pretekle izkušnje, ja. Pa ne bo ta teoretični, malo daljši, pa potem samo še eno temo, mogoče kasneje. Andrej. Jaz predlagam za kasneje, jaz bi, sem si tu nekaj pisal, ne, ampak jaz bi pa Mišo vprašal, glede na to, da tu je bil Tomaž Šalamon metafora, zelo moderna metafora, ali pa je bil moderniziran, aktualiziran, Miša ga pošilja na smetišče zgodovine, pa bi lahko to malo, ali je to metafora, ki jo ne razumem, ali pa če bi lahko svojo poetiko ali pa svojo vizijo smetišča zgodovine s Tomažom Šalamonom pa Borisom Novakom malo pojasnila.
Ja, v bistvu tako, kot je bilo napisano, da se je pač njun čas že iztekel, naj pustita prostor zdaj mlajšim avtorjem. Mislim, da se strinjamo s tem skoraj vsi. Samo eni so na glas pojejo, drugi pa pač ne. Ja, mislim, jaz si jo zelo spoštujem, pa vse sta zelo dobra avtorja, ampak v Sloveniji pač je tako mišljenje, da, ne vem, je treba delati, dokler ne umreš. Redko kdo pomisli na mlajše generacije, da je zdaj v bistvu naš čas prišel, da se mi nekako dokažemo v tej družbi. Noben nas ne spusti zraven k odločanju, k diskusiji, tako da tole prav redkost ta večer. Kaj šele, da bi v politiki imeli kakšno večjo vlogo. In tako je tudi v poeziji, ko je čas, da se pač upokojiš, se na en način upokojiš, ker je tvoj čas že mimo, recimo Šalamunov čas je bil pred 50 leti, 40 je bil aktualen, zdaj se jim pa pač ne zdi, da bi kaj znal novega povedati, ker stilistično pa to je že pase na en način. Mislim, da je čas, da damo besedo novim generacijam, ki so se, recimo glih zadnjič sem poslušala tle v KGB, v okviru teh pesniških zbirk, ki jih društvo Demo ali kako že izdaja, so zelo taki direktni, udarni, uporniški in v bistvu povejo, kar mislijo. In na takih svet sloni, to je naša prihodnost. Zakaj bi zdaj ene in iste juhe pogrevali skozi? Jaz se s tem absolutno ne strinjam. Mislim, me zdi, da je Šalamun tudi naredil ogromno za mlade ustvarjalce, pa promoviral druge, pa se nad drugimi navduševal, pa tak. Pa se mi zdi, da zdaj zahtevati od njih, da se umaknejo, pač je tudi nesmiselno. Mislim, zakaj? Pač vsak dela, pa če se ga bere. Mladi pa si naj vzamejo svoj glas, pa prostor, pa pač naj poharajo. Mislim, vse za vse, pač. Tibor, ti si član kolektiva Idiot, tudi revijo izdajate, družite poezijo z drugimi umetniškimi praksami, glasbo, DJ-jem, mislim tudi video. Zakaj poezija rabi to nadgradnjo? Zakaj v vašem primeru počnete to? Pa se mi zdi, da je vedno bila poezija pa glasba povezana, pač ne. Vedno je nek ritmičen medij, pač, ki je odprt tudi za to, ne. Pa je nekako na meji vedno med teatrom, pa literaturo, pa ne, v živo je beseda vedno drugačna kot napisana, pa pač nekako omogoča ta prostor, ne. Dobro, jaz bi se zahvalil prvi četvorki, ker še kar nekaj četvork čaka. Zdaj lahko pametno sklepate, da bomo zdaj napovedali drugo četvorko, ne? Drugo besedno boba, štirisedežnega. Torej, zdaj drugo četverko, kot sta mi zdaj moška na listku podala, in bom jaz prebrala, sestavljajo Jana Hartman Krajnc, Bojan Tomažič plus Ulaše, Mojca Aleševec, upam, da sem bila prebrala, in Lučka Zorko. Prosim, izvolite. Dva prozaista, dva pesnika, tako da je treba malo prehitro pri tem obtožiti ljudi pesništva ali literarne ustvarjalce. Še dobro, da imamo tudi nekaj prozaistov. Ja, jaz mislim, da vlada bi jih enako obtožila, preskrbi, ne se nas, da nič ne delamo. Verjetno če nič ne dela, pa kaj smo. Manjšič? Najprej živimo na prosti trg sami. Ja, tako. Jaz bi to predlagala in ni mnogo. Začne Jana Hartman Krajnc. Ja, jaz spadam že pravzaprav starejšo generacijo in bi se morala umakniti, ne mlajšim, ne bi smela zdaj pravzaprav tukaj nastopati. No pa vseeno mi dovolite, da preberem eno humoresko. Dovolimo. Čudežni otrok. Da je Brihtnikov Irinej čudežni otrok, se je prepričal očka Ralfi že drugi dan potem, ko ga je žena prinesla iz porodnišnice. Slekel ga je do nagega in ga vsega pretipal.
Dojenček se je smejal in zvijal ter kazal, kako ga žgečka. Sicer pa je vse bilo tako, kot mora biti. Ralf je vzel baterijo in mu posvetil v ušesa. Ni videl drugega kot majhni luknici. Moram se prepričati, kako slišiš, mu je dejal. Njegovo glavico je položil na stran, stopil na drugo stran in na pol glasno zašepetal. Jurček, poglej očija. Detece je presunljivo hitro obrnilo glavo. No, sluh je v redu, kaj pa vid, je zamrmral. Z baterijo mu je svetil pred očmi levo in desno, dete obračalo glavo, Ralfi se je čudil razvitosti prvorojenca. Kome je začel živeti in kaj že vse zna. Res si pametni, ljubček, ponosen sem na te. Si tudi ti name na tvojega očija. Novorojenček mu je pokazal jezik. Zdaj je Ralfi točno vedel, da ga je razumel. Točno je vedel, da ima otroka, kot ga nima vsak. Točno je vedel, da je njegov Irenejček čudežni otrok. Njegov čudežni razvoj se je kazal iz dneva v dan. Rasel je hitro in izredno hitro je vse dojemal. Pri 2 mesecih je že govoril ata, ata. Ko sta ga prinesla oče in mamica v posvetovalnico, se je pediatrinja čudila. Tako razvitega otroka pri 2 mesecih še ni videla. Sedel je že, si morate misliti, pri 2 mesecih je že samostojno sedel. Kaj je sedel, tudi na noge se je že postavljal. Ti si pa res korenjak, Irenejček, mu je govorila zdravnica. Kdo pa tako lepo gleda na tebe? Ata, ata, je odgovoril mali. Zdravnica je skoraj kap. Ralfi pa je bil ponosen, da je kaj. S 5 meseci je Irenejček shodil. Z 1 letom pa je že govoril vse. Pogovarjal si se lahko z njim kot z odraslim. O njem so pisali časopisi, o njem so govorili po radiju in kazali so ga na televiziji. Bil je izreden. Vse ga je zanimalo in kmalu mu oče ni več znal odgovarjati na vprašanja, mamica pa sploh ne. Oče mu je zato pokazal, kako se na računalniku poišče strica Googla in odslej mu je ta povedal, kar je malček hotel. Ko je bilo Ireneju 2 leti, se v oddaji TV intervju z njim pogovarjal novinar. V studio je sinčka pripeljala mamica. Fantka so posadili na stolček z visokimi nogami, da je lahko gledal novinarju v obraz. Ljudje, ki so sedeli doma pri zaslonih, so se čudili. Doma pri televizorju je sedel tudi očka Ralfi. Spremljal je vsako besedo in vsako kretnjo svojega nadobudnika. Novinar je začel. Predstavljamo vam čudežnega otroka Ireneja Brihtnika. Malček se je sukal okrog. Ja, moraš gledati v kamero, ga je poučil novinar. Najprej boš stričku povedal, koliko si star. 2 leti, je odgovoril mimo grede, ko je gledal kable, reflektorje in prijaznega strica ob kameri, ki mu je mahal. Koliko prstkov pa imaš na roki? 5 na desni roki in 5 na levi, skupaj 10. Pa kaj me to sprašujete, to je otročje lahko. Vprašajte me, kakšen račun čez 100. Dobro, dobro. Znaš odgovoriti, koliko je 200 in 100? Seveda 300, tudi to je otročje lahko. Pa mi vi povejte, koliko je 3273 in 427. Novinar je malce pomislil, malček pa je butnil. 3700. Ali res? Še niste izračunali? Novinar si je vzel beležko in pisno izračunal. Da, prav imaš, je rekel. Vem tudi, da je konstanta pi 3,341,5,9,8 in tako dalje. Pa kaj bi premlevala samo matematiko? Vi, ki se bolj spoznate na slovenščino, povejte, kako se glasi rodilnik samostalnika dno v množini. Je prevzel besedo 2-letnik. Novinar je bil spet v zadregi. Na to še nikoli ni pomislil. Te oblike mu še nikoli ni bilo treba uporabljati. Pustimo to. To nas zdaj ne zanima, se je izmikal. No, le povejte, če vam moram jaz vse povedati, povejte še vi meni, je bilo odločno dete.
Novinar je nekaj izecljal, kar je bilo še najbolj podobno besedi dni. Saj sem vedel, da ne boste znali. Pravilno je dnov. Novinarju je bilo nerodno. Nasmehnil se je in dejal, bom pogledal v pravopis. Sicer pa sem jaz tu, da tebe sprašujem in ne ti mene, veš, Irenejček. Poskusiva odgovoriti na kakšno vprašanje iz narave. Kaj je to? Hudournik. Hudournik ima dva pomena. Lahko je divja voda, ki se vlije s hriba, kakor je pisal Prežen, ko se hudournik ob povodnji vlije in s hriba strmega v dolino plane. Lahko pa je lastovki podobni jadralec z oprijemalnimi nogami, izvrsten letalec, ribec, ki se hrani z žuželkami. Novinar se je brisal znoj in gledal na uro, kdaj bo konec oddaje. V tako zadrego ga še ni spravil nihče. Potem je hotel vse obrniti na šalo. Dragi Irenejček, pokazal si, da si zelo pameten. Če se bom še dolgo s teboj pogovarjal, mi boš dokazal, da sem za Luno. Luna pa ni nič posebnega več. Odkar je na njo stopil Neil Armstrong, to je bilo 21.7.1969, se je odrezal mali. Novinar je onemel. Debelo je pogledal in odprl usta. Takih odgovorov ni pričakoval. Niti se ni dobro pripravil. Mislil si je, da bo s takšnim otročkom pač kar počebljal, tako kot se pogovarja z malčki. V studiu so mu brž priskočili na pomoč. Takoj so se na zaslonih pojavile reklame. Očka Ralfi je ugasnil televizor. Hvala. Bojan Tomažič in posebna gostja Ula, če se kdo sprašuje, če sta v sorodstvenih vezeh, sta. Živelj 1. maj. Če živel bi zdaj tam, kjer mlaj je mlaj, in pred mislijo na moj kraj in na raj ni ograj, in krvaviče dlesni ne fafljajo, še enkrat me kresni in roke ne rečejo, daj, še me prodaj, še me prodaj, še me prodaj. Bi te po slovensko zatajil, nevarne ideologije okrivil, potem zgurujem 75 deci, jaz plačam, pikolita spil, pred poslikanim čebeljim panjem plesal z ona plača, nago pesnico in žganjem in se filozofsko vprašal, zakaj, zakaj? Živelj 1. maj, živelj 1. maj, živelj 1. maj. Zdaj sem se spomnil enega običaja na temu 1. maj in je zmagal grafit, nikoli ne pozabiš 1. maja. Tako in tretji v drugi četvorki, oziroma tretja, Mojca Aleševec. Nebo je premajhno za dotik obzorja, kajti takrat se svileni dan zažene vate in išče zavetje. Nebo je premajhno za krik galeba, šum brstenja, plahotanje hrepenenja. Premajhno, da bi se izgubilo v nežni črti, kjer se stikata modro in modro. Premajhno, da bi se neslišno stapljala v brezmejno stanje. Nebo je premajhno, da bi se ozrl skozi nekaj, da bi v zraku sijalo utopljeno sonce, pa ob tem ne bi nič čutil, da bi te veter vabil v vejevje, pa mu ne bi znal slediti, da bi ti otrok nudil čudenje, pa se ne bi znal predati. Nebo je premajhno za dotik obzorja, ki bi ga čutil v svoji vsakdanjosti. Ujutro spuščam kos neba in rišem svoje sonce.
Odstiram zaveso za oba, misli spletam v konce. Tiho zlivam se v svetlovo in žerim v siv rože. Puščam v sebi to podobo, naj me briše z kože. In pa Lučka Zorko. Kopje. Razgrni se, ti si šotor. Skrila se bo v tebi, Kanja. Neurje je, ki njo lovi in siva, težka strela v njem. Razvi se, zastava si. Morda ti je jezik zavezalo zlobno sovraštvo do prednikov. Poliži prvega, ki ti preči pot. Njegovo telo bo hostija tvoja. Razpni se, zadrga si. Naj vate kot v gnezdo sedajo veliki, tuji, temni penisi. Njih seme je penina, ne boj se, v tebi bo zraslo žlahtno kopje. Ne ga vihteti, utegneš ubiti Kanjo, ki si jo tako skrbno skril pred neurjem. Ne vihteti kopija, poliži prvega, ki ti preči pot in reci, tudi če ti bo njegovo kopje razparalo prsi, reci, od ljubezni sem umrl, brat, od ljubezni. Sivo telo. Sivo telo slutiš v sebi. Razteza se po meji tvojega telesa. Meji na zrak in vendar nima meje, kadar se z drugim stkeš v dvojec. Vsak v sebi nosi nekaj tujega, nekaj, kar mu oblizne vesolje v temni noči, ko ne more spati. Neko sivo telo, pajčevina komaj, a vanjo se po vrstnem redu tkejo mušice razuma. Tako malo me je, tako malo, in še to pristane v divjih jezikih teh grotesknih rož. Nič ni v prsih, ne paraj mi prsi, raztelesenje ne bo prineslo odrešenja, sivo telo je nevidno. Tvoje tkivca so tista, ki so poseljena z njim, ne tvoje votline. Jezik, v njem siva tkanina posuje notranje nebo z nečim večjim od mene. Morda je to le pozaba, njena krinka, njena deviškost, njena neizmerna daljava. Hvala. Vprašanje za Bojana Tomažiča. Zanima me, kaj je bila prva beseda, Ulina prva beseda. Živel 1. maj. Jereneja je prehitela Ula, ne? Moja ena hčera je tudi rekla Ata, pa še zdaj kregamo, če sem prav slišal, ne? Pa zbiram empirični material za to. No, boljše, da se kregate po besedi, kot pa o upravičenosti naziva. Snažila je tako vedno vprašljiva. To zdaj se verjetno niti nima smisla kregati. Podaj imam istočnico, recimo Vakana. Govorica je strukturirana kot... Nezavedno je strukturirana kot govorica. Nezavedno je strukturirana kot govorica mojega prvega velja tudi za pesniško govorico? Verjetno za vsako. Govorica je v resnici po Lacanovi logiki in mislim, da ravno literatura, posebej mislim, da pesništvo je v resnici akt, kjer je oseba govorilo nečesa drugega. In zdaj to drugo, kar govori, je v resnici nezavedno mojega objekta nekaj. Skratka, ja, pa da ne bova samo teoretizirala, ampak jaz seveda, mislim, da to so v resnici situacije, kjer se ta pozicija govorila lahko najbolj realizira v resnici in zato so verjetno tudi toliko, bi rekla, lahko osvobojajoče. Ja. To bi morali biti psihoanalitiki ljubitelji poezije.
Ja, ne vem, po mojem so ljubitelji govorjenja, ne? Zdaj govorjenje pa ima lahko zelo različne forme, ne? Ampak, ko sem to poslušala, sem pravzaprav razmišljala ves čas o nečem, kar pa bo morda škoda, da ni Igorja tukaj, bi mogoče tudi on imel kaj na to povedati. Zadnjič je Andrej je komentiral o tem, kako v resnici imamo za subjektom Slovenci problem, ne? Ampak se zdi, da ravno ta socialna nesubjektivizacija, ne, odpira pot za realizacijo na nekem drugem področju in to je na področju govorila, ne. Ker pač ne zdi se, in to je tudi zanimivo primerja čisto po individualnih karierah, da ljudje, ki praviloma, ki ne posegajo dosti v socialni prostor, potrebujejo nek drug kanal. In ta drug kanal je pri Slovencih se zdi zelo pogost. Koliko je literatov tako v Mariboru, recimo, imate tako približno predstavo? Tako subjektivno predstavili, da jih je dovolj? Ne, to zdaj ne gre za to. Jaz sem se pravi to vprašala za to. To bi minister, kak minister za kulturo strinjal s tem, pa verjetno predsednik vlade tudi. Ne, minister Gorenjak, veravi ta podatek. No dobro, ampak sej verjetno obstaja splošno soglasje. Ampak mene zanima ravno to, kam se kanalizira moj govor, v socialni prostor ali v literarni prostor, to me zanima. Se mi zdi, da Maribor je ta kraj, kjer se zelo malo v resnici kanalizira v socialni prostor, zato bi jaz pravzaprav pričakovala, da se ga precej kanalizira v literarni prostor. No, zato sem vprašala. Danes se absolutno strinjam, da se prekanalizira v literarni prostor, v literarno govorico. Nič, jaz bi se zahvalil, da si še kakšno vprašanje? Jaz bi samo to pokomentiral, da je pač literarni prostor eden od prostorov. Mislim, da v Mariboru imamo še bolj osrednje prostore, recimo Ljudski vrt ali pa kaj takšnega. Tam lahko zelo lepo poezijo beremo ali pa poslušamo. Čeprav jaz mislim, da tam tisto moje nezavedno strukturirano kot govorica mojega prvega, nekega drugega, da je manj do izraza, tak ni važno. Prav, najlepša hvala. Torej, samovoljno sem spremenil vozni red in bom začel kar od konca. Torej, Tone Partlič, Milan Novak, Zdravko Kokanović-Koki in Željko Perović. Izvolite. Testosteronska četvrka. Sem prav razumel, da smo četrti. Ja. Tako, pa začnemo. Željko Perović. Dobro, kar prileni. Plastenje molka s pauzami. Antropolog raziskuje pigmejske prste. Ena in mnogo utripajo dlani. Njihove žene pa zvija spod trebuha. Tam nekje so uplenili svetlikajoči plankton molka. Zdaj odet v metamorfoze zadevaš oblastno protislovje in pol noč je že elastična. Čuječni čuti se predevajo v celec čustev, plast po plast, zori k zori, podrsavajo pauze, na slehernem peclju te petlikajo smisli. Tolikokrat sem te že prepoznal, rečeš nenadnemu glasu, ko sulice spet zadenejo v polno. Na osoju. Danes pa je kar vse iz tvojih stanj. Vsaka oblika vibrira nek tok. Kakšen lok čela se pne po struni molka. Na osoju konspirativno magija stika šumlja o meandrih večnosti.
To je pa za ulo. Za naše ule pač. Vezaj. Z vtisom zvalovi in si pršec na pečevini. Zbrani čas je otipljiv od premika v čisto prisotnost. Višje je pogubni zdrs. Nemost je vodilo, jezik darilo. Mik, ko te spravlja čez kervoznika, je glasba ali krik. Zelenenje, pesnica hči ti odpira besedo za zorenje. Njena ubranost je tvoja zbranost v zrenje. Biti v svetu, v besedi, beseda pozvanja. Hvala. Čudan je taj svijet. Neznanje ubija druge. Nešto moram. Onako, za smijeh. Čudan je taj svijet. Duša ne da mira. I s druge strane stizu glasovi posvete. Kad zgazim gusjenicu, ubijem leptira. Ne razumijem. Čudan je taj svijet. Hajde, hajduče, hajkaj, heretik hipnotizirani, hram heroinskih heroja, huligan hvata humor, hierarhija Helena, himna 1000 himena, hladnokrvno hodočasti, hrišćani hitro hvataju, hieroglife horde hijena, hermafrodit halucinira, helda hmelj hren, hitno klorisana hemija, hormonom hrani hrčka, homogeno hujanje haosa, hodnikom hrabro hoda, hipertonija hara, hobotnica hohoće, hrast hrapao hripa, 1000-godišnja hartija, harmonična hagiografija, hostesa hotimične horizontalno. Je rekel Milan. To sem samo jaz, ne? Je še kak Milan tu? Ne. FC Milan. Bo država, ne? Sediva drug ob drugem, v sebi čutim rahlo ščemenje. Morda zaradi poželenja, morda pa zaradi ognja, ki ga čutim, kako seva iz tvojih stegen. Drdranje koles po tračnicah, zmešnjava mnogih glasov in melodija neke tuje pesmi ne morejo utišati zvoka najinih misli. Začenjajo se prepletati in zapeljivo ovijati tvoja kolena. Ves se prepustim vlažnim zubljem, ki se kot igriv pes smukajo okrog najinih nog. Ob tem sočnem občutku začutim tudi žalost. Hrepenenje, ki ne utripa v stegnih, tiho in sramežljivo poje svoj napev in greje. Žalostna je ta pesem, ker čuti, da bo potem, ko se užgejo stegna, umrl trepet, iz katerega zveni napev. Ker čuti, da bo zgorela tudi pesem. Zdi se mi, da bom pesem bolj pogrešal kot šopek ognjiča, ki bi mi pomiril krče in uplahnil vročico. Zato umaknem nogo in zaprem oči.